tisto, kar je vedno, bom rekel, izstopalo, pa je pa ta občutek, notranjost, radost, ljubezen, starše, zakaj moram jaz biti drugačen, ne? To je bilo tisto, kar je bilo, kar si želiš, pa nimaš. Vse ostalo sem imel. Jaz sem vedel, da se bo zgodilo. Samo nisem vedel, kdaj, ampak vedel sem, da se bo zgodilo. Hej, če ti je podcast všeč, se naroči na kanal, stisni like in pusti komentar. S tem pokažeš podporo nama in ekipi ter poskrbiš, da podcast doseže več ljudi. Če bi rad naredil korak še več, pa lahko obiščeš najno spletno stran in nama podariš kavo. Hvala, se vidimo. Čau. Ja, najlepša hvala vsem, da ste prišli. To moram povedati. Hvala Dejan tebi za čas. Zdaj že kar leto pa pol mimo, kad smo začela snemati, pa res je lepo videti, da ste namenili pozornost pa čas, da ste prišli. Ja. Še ti ga povedal, Alan? Ne, kam še Joko. Ja, Dejan, hvala tebi. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, hvala lepa za povabilo, hvala vam za trenutek, da bom ga danes lahko preživel z vami skupaj. Se veselim vprašanj. Ja. Če bo kdokoli, kakokoli vprašanje imel, lahko me zmes, lahko na konce. Samo ni neke matematike, prosim. Ne. Ja. Pa jaz bi kar začel z mogoče kronološko na začetke z tvojim otroštvom. Zdaj, ker te poznajo, verjetno vejo, da nisi imel običajnega otroštva, ampak rad bi mogoče dobil tiste lepe trenutke z otroštva, da bi s tem začeli, ki si jih zapomnil s Halos, pa pol mogoče še tisto ozadje, če komu ni znano. Ja, jaz bom rekel tako, da v bistvu jaz ne izpostavljam rad svojega otroštva v smeri, nisem živel namreč starše, ne? In to mi je pravzaprav, bom rekel, ta zaznamba, ta dinamika v življenju mi je dala precej pozitivnih stvari. Seveda, kot otrok nekih stvari ne razumeš in jih morda tudi prav, da jih ne rabiš vsakega odgovora vedno takoj. Namreč sem pa s tem, ko sem bil ločen od staršev, izoblikoval, pridobil neke druge izkušnje, ki še zdaj govorim, da najverjetneje res na začetku nisem imel takega življenja, kot bi si ga napisal sam, ampak glede na to, da pa so se že takrat najverjetneje začeli moji idealni pogoji za to, da lahko v življenju uspem. Zakaj? Zaradi tega, ker me je življenje vse skozi potiskalo, ta dinamika življenja me skozi potiskala proti tja, da se moraš boriti. Če hočeš nekaj imeti, moraš nekaj dati. Seveda to dolgo časa ne razumeš, potem ko malo odrasteš, ko približno končuješ tam osnovno šolo, pri meni se je to zgodilo, sem začel se sam sabo pogovarjati, kdo pa kaj, pa opažaš tiste razlike, da pa morda nisi, ne da nisi primeren, da morda ne sodiš čisto v vsako okolje, v vsako družbo, zaradi tega, ker si malo drugačen. To družba zna pokazati zelo dobro, pa spet ne, bom rekel, nič slabega ne mislim. Mene je oblikovalo s tem, ko sem rekel, ok, vrejo, se nimam tega, imam pa kaj drugo. Vedno sem našel neko utež, protiutež k temu, zakaj pa je to dobro. In se mi zdi, da me je ta pozitivna naravnanost vedno pripeljala na cilj, ki sem si ga želel, pa niti slučajno nisem vedel, kako bo se zgodilo. Ampak ja, to je vedno bila, bom rekel, neka moja vizija, neka moja fikcija, ki me je spremljala v življenju. Kako si se recimo spoprejemal s tem, ko si ugotovil, da greš k rejniški družini? Je bilo to takrat hudo? Ali misliš, da si bil toliko mlad, da še nisi razumel, ali kako bi rekel, da si imel tako olajševalno okoliščino mladost, ali
če bi bil starejši, če bi ti bilo hujše, ali kako si takrat razumel, oziroma zdaj za nazaj gledaš? Ja, zdaj, ko pogledam nazaj, hvala Bogu, zgodilo se vse v nekem, bom rekel, afektu, tako rekoč. V bistvu šel sem od doma ne zato, ker sem želel iti, ker sem pač pobegnil od doma, oziroma velikokrat se je zgodilo tako, ker je pač bil v družini alkohol in pa nasilje. Kot velikokrat smo pač zbežali in velikokrat smo zbežali vsi skupaj, tu pa tam pa je bilo kdaj, ko pa pač je šel vsak po svoje, pa smo se pač čez dan enkrat najdli, ker se po noči nismo iskali. To z brati pa sestre? Sestra, mama. Imam še starejšega brata, starejšo sestro, ki pa se pravzaprav skoraj da ne spomnim njuji kot družine, da bi živeli skupaj. Kajti sestra je starejša 13 let, brat je 10 in ona dva sta že bila toliko stara, da sta tudi že sestra je bila tudi v internatu, brat je pa tudi tak, bom rekel, bil zdaj pri enih sorodnikih, potem pri kmetih in tako naprej. Takrat je bilo malo drugačno življenje, kot je danes, se pravi, pridne roke so vedno našle, bom rekel, streho, hišo, dom oziroma da smo našli tisto, kar je bilo potrebno. Vse, ko je bilo poletje, je bilo najlažje. Takrat tudi nisi rabo kaj veliko, niti nisi rabo nikoga najdeti. Kakih hlevček, pa kaj takega je bilo čisto dovolj, ali pa tudi zunaj, ko je bilo toplo, ni bilo razen straha, pač ni bilo nič kaj pretiranega. No. V glavnem, ko pa je bila zima, pa seveda si iskal prvo streho oziroma prvi dom. In med drugim, meni se je zgodilo tako, da sem pač, niti ne vem, koliko sem bil star, niti se teta in bratranci ne spominjajo. Jaz sem takrat zavil ene dobra 2-3 km od doma, sem pobegnil, sem šel do te tete, ki je živela, kot sem rekel, 3 km stran in pač takrat sem priletel tja in nekako tam sem se zapečatil. Teta je bila vdova, je imela svoje majhne otroke, seveda enega starejšega sina, ki je 5 let starejši od mene, ampak on je že bil takrat, bom rekel, teta je imela veliko kmetijo, na kateri je bilo potrebno pač delati. Jasno, se tudi, če ne je bila velika, bi verjetno v tistem času so vsi nekaj delali. In hvala Bogu sem bil nekako namenjen k tej družini, seveda še bilo to kar nekako razmetano, tam do 7. leta so še bili vso drugo sorodstvo, žlahta, kakorkoli vklopljena. Ampak tam od 7. razreda naprej, potem je pa seveda, bom rekel, za mene takrat dobra socialna služba poskrbela, tako pač so me odvzeli staršom, s tem, da so me dali v internat in to pač v internatu se nekako nisem počutil najboljše, tako ko sem prišel v internat, sem tudi prvič sem že kar, mislim, da čez enem malo časa, nekaj minut pa sem že pobegnil, pa potem čez 2-3 dni spet nazaj, pa sem spet pobegnil, potem so me zaklepali v sobo, pa imel internat, ne vem, rečemo, ena etaža je imela 6, 7, 8 sob, pa so me zaklenili v sobo, pa še v etažo, pa tudi tam sem pobegnil. Dokler se jaz spet nisem skušal, da pa pismo je pa dobro, ne? Imam pa kje spat, imam se kje umit, sem čist, dobim hrano, ok, vam pa stisno zobe, ne? Zdaj po zimi bom jaz malo duže tam in zima je bila tista poletje, meni je bilo vseeno, kje sem bil, ne? Sem bil taki bolj nomadek. V glavnem, tako da ja, internat, dijaški dom je meni, bom rekel, pravzaprav uspel rešiti življenje, tam sem videl televizijo, televizija mi je dala neki uvid, kaj vse obstaja v življenju in tako naprej, kasneje s koncem 7. razreda, potem pa tudi teta podpisala skrbništvo, ki je sicer bilo zelo kratko, ampak ja, ta cel čas pa sem bil pri tej tete, ampak nikoli nisem čutil, ne vem, da je bil nekdo drug ali karkoli, se pravi to, kar so imeli njeni otroci, moji bratranci, sem imel tudi jaz, tako da tisto, kar je vedno, bom rekel, izstopalo, pa je pa ta občutek, notranjost, radost, ljubezen, starše, zakaj moram jaz biti drugačen, ne? In to je bilo tisto, kar je bilo, kar si želiš, pa nimaš. Vse ostalo sem imel. In pri teti si bil kako dolgo potem? Je do 16. leta, oziroma skoro 17. Pol je začelo, mislim,
tam v 8. razredu sem videl, da po televiziji sem prvič dojel, da športniki, pismo, jaz bi bil športnik, mislim, to so kralji, to so, mislim, vsi jih imajo radi, karkoli oni naredijo, so frajeri, mislim, lažje jim je, ne? In jaz sem rekel, ok, dobro, športnik verjetno glih ne morem biti, ampak v neki klub pa lahko grem, nekaj pa bi treniral, ne? Ampak to sem se kar odločil in potem po končanju osnovne šole, ko sem že bil v srednji šoli, v prvem letniku me je profesor, oziroma je bilo to tam sredina prvega letnika in smo imeli strojna in pa elektrošola, smo imeli te športne dneve in takrat me je profesor športne vzgoje poslal, da grem trenirati nogomet, ker je bil neki njegov žlahtnik, tam trener in je rekel, ti mu samo reči, da sem te jaz poslal, pa se zmeni. Grem jasno tudi nogomet, seveda v skrivaj, ker v bistvu to, kar je bilo, bom rekel, tista stran, ki jaz nisem razumel takrat, ne, pa kaj, mislim, vse bom delal jaz na kmetiji, samo ne moram delati non-stop kmetiji, moraš malo imeti športa, ne. Pa tudi svojo priložnost sem iskal, ne, in si rekel, ok, bom jaz to šel lepo na nogomet, da vidimo, kako to, če oni res tako dobro igrajo, pa to, takrat smo bili v internatu, Nastja Čeh se spomnim, takrat je bil tudi v te Arbajterjevi doma, kjer je bil internat tujski. No, čohali smo ta nogomet, kadarkoli smo lahko. Si ga predriblo? On je bil dober, res je bil dober. Jaz sem bil taki, približno tako, kot je bilo v boksu, bil sem garač. Težko se me je bilo rešiti. Ne vem, če sem bil dober, ampak bil sem pa borec. Življenje. Tako da takrat sem rekel, ok, pa grem jaz to pogledati. In takrat tega nogometa ni bilo. Treninga ni bilo? Nogometa ni bilo. Ali pa ga nisem najdel, samo dvomim, ker samo eno igrišče na Ptuju. V glavnem ni ga bilo, potem je pa bilo taki čas, november je bil. Pa je bilo kar hladno, pa sem mislil, bom jaz šel v to veliko hišo malo pogret v Mladiko dvorano. Pa jaz to odprem prva vrata, to neke ruži noter, pa odprem še druge vrata, tisto pogledam čez okno tak noter, pa mislim, pismo, kaj to ti delajo? Ok, odprem vrata, kot to ropota, zagledam vrečo, ovi tovče po vreči, dva se tam sparirata, trener se dere, adijo, jaz zaprem vrata, grem proti izhodu, slišim, da se vrata odpera, sem pečen sem, gotovo je. Ker v bistvu, vse, ko smo se pogovarjali, ne, to je bilo v bistvu v družbi in pa tak, sem slišal veliko krat, da bokseri so pa res malo upičeni, primitivni, robustni, grobi, pa ja, frko vse posod iščejo, ne. In seveda za menoj slišim glas, kaj povedz? Pismo, smisel, kaj to, se obrnem, gospod, tak filmska zgodba, ne, gospod 1,90 m, podobno frizuro, kot imam jaz danes, pa me gleda tako, pa nisem vel, kaj naj rečem, zmrznil sem, ne, pa vprašam, kaj bi ti treniral? Mislim, ok, vse pogrel se bom, če ne se verjetno, ne bo treba za prvi dan se že pretepati, ne, boksati. Pa rečem, pa bi, ja, samo danes nimam opreme s sabo. Seveda se potem pogovarjamo še nekaj in tako naprej. In potem seveda, ker sem mu dal obljubo, mi smo bili navajeni, jaz sem bil vzgojen tako, da če daš obljubo, ne, da se to izpolni. In seveda, ker sem se rekel, da bom prišel, ne, jaz sem se ukvarjal samo, ko sem šel domov cel čas, kak bi jaz pobegnil temu človeku, kaj če bo ta človek mene enkrat v mesti videl, pa bo rekel, lej ti lažljivec, ne. To mi je bila največja muka. Da bo mene v mestu srečal, ne, na Ptuju in bo rekel, le, lažljivca, pa še mogoče vse velik je, ne, mogoče mu ne mogo glih ujiti, ne. Ali pa kak je sparing naredila sred mesta, ne? To bi ni bilo glih vseeno, ne, se veš tistega, kar rečeš na začetku, če se ne poznaš, te je najbolj strah, ne. Mene je bilo tudi boksa, mene je bilo, mislim, respekt totalen, mislim, še danes, ampak ok, danes me ni strah, danes približno veš, kaj čakaš, ne. Takrat pa mi je bilo ono, v smislu, ok, kako bom jaz to preživel, jaz ne vem. Tako sem se srečal z tem boksom. In ko sem se srečal z boksom,
Seveda sem pričakoval takoj tisto aroganco, primitivnost, pa kjer je bo me te zdaj prvi poiskal, ne? Ker tak so bili vsi večji od mene, tam jaz sem taki bolj pišek, neki 57 kil sem imel. To vem zato, ker tista kategorija bila za mene. Ko me je prvo vprašal, koliko kil imam. Pa sem si cel čas želel, da bi jaz imel enkrat 60 kil. Samo 60 kil, no. Ampak ja, tako sem se srečal s tem boksem. To je bil ta prvi trener Ivan? Ivan Pučko, ja. Kaj te recimo on kot prvi trener potem dal? Recimo, vem, da si tudi en čas živel pri njem, torej ti je dal neko nadomestek ljubezni, ki ga mogoče niti doma nisi prejel. Ja, to je bil mogoče taki prvi šok, ko sem se tudi vprašal, ne, kaj zdaj, v glavnem. Pri teti, ker kot sem že omenil, smo imeli veliko zemlje in seveda tam ni bila opcija šport. Imaš šport v štali, mislim, pač imaš štalo, traktor, delo, to je to. Mislim, razumem, zakaj sem bil tam, pa daleč od tega, da v negativi, pač jasno. V glavnem, prijemo do trenutka, ko pač prije do tega, da imam prvi dvoboj. Treniral sem mogoče 3 mesece. Jaz sicer ne vem, kaj je ta Pučko videl v meni, ampak po 3 meseci je on rekel, bomo šla midva v borbo. So ljubi Bog, ja, mislim, ok, gremo. In seveda to treba doma povedati, borbo, ne. Kak je naj povem, da imam borbo, če sploh ne vem, da hodim na trening. Izmišljal sem se, ne vem, od izpitov, prakse, vse. Ni šlo skozi, nič. In potem ta starejši bratranec, ki je pač bil ta glava družine, ne moreš, ne. Smislu, ok, zdaj vam moram povedati, ne, konec. Ko jaz povem, da zdaj že nisem rekel, da sem bil 3 mesece na treningu, ampak sem rekel, parkrat sem bil, ampak dobro mi je šlo, ne. Dobro mi je šlo, pa me je kar trener povabil na tekmo. Ti tekmo, v tem smislu, gledam. Najprej še on malo preizkusil doma, ker sem imel rokavice, če imam rokavice, ja, imam ene take bele rokavice, sem imel, seveda jaz brez rokavic, ne, ni mi drugo oziroma uspelo go se pokriti, ne. Pa tako nisem vedel, to je letelo vse posod, ne. Gledam, ok, se mi dogovorimo doma za to prvo tekmo. Grem jaz za to prvo tekmo, super, vse vrejo, začelo se je, res je pokalo. Res, šokiralo me je v vseh pogledih oziroma občutkih, pogledih vse. V glavnem, bilo je hitro konec. Samo ne tako, kot si mislite. Pa tudi tako ne, kot si zdaj že mislite. Pa tudi to drugo ni bilo. Iz diskvalifikacije, ali? Ja. Oba z nasprotnikom smo bila diskvalificirana, ker se pač nismo vedla primerno pravilom. Ne vem, kaj je bilo snemano, nimamo, hvala Bogu. Tako da v bistvu jaz potem prijem domov in seveda, kak je bilo, zdaj, če jaz se malo pohvala, bojo oni, pa laž ni bila v moje, bom rekel, neki rutine, ne. Vedel sem, da pač, če te dobijo, pol bo pizdarija spet, ne. V glavnem, jaz nabijem, ne. Dobro, mislim, narezal sem ga, mislim, tako je bilo konec, mislim, nič mi ni mogel. In zdaj pač trener je rekel, da pač moram trenirati naprej zaradi tega, ker imam potencial, pa ne vem, kaj vse, ne. Pol pa se zgodi čez nekaj časa, je samo še enkrat na teden, ali ne vem, sploh kdaj je prišel. Kasneje je 2-krat začel na tednu hoditi ta tednik, ne. V glavnem, v tedniku je pisalo, ne. Rezultate. Jasno, ne. Prije bratranec domaj reče, kak je bilo? Kaj te lažeš? No, tako malo sreče, da te niso ubili. V glavnem, tako je bilo, jaz sem potem še to nekaj časa treniral, še enega pol leta sem skrival, potem pa jaz rečem, pa pride šok. Pa jaz rečem, spet me dobijo doma, da treniram, sem rekel, ok, grem zdaj, moram iti povedati, ne morem kar tako oditi, rokavice ne sem nazaj, to je to, pa grem povedati trenerju, da pač ne več treniral. Ker so doma rekli, ali boš delal, ali pa pač
mi zdaj to ne rabimo, ne? Rabimo nekoga, ki jo pač pomagal. Razumem situacijo. V glavnem, prijem do trenerja, rečem, gospod Ivan, pač jaz zdaj več nekako ne bi treniral, pa to, pa ono, pa drugo, pa mu nisem hotel povedati takoj. Te pa je rekel, premali, povej, kje imaš problem, kaj doma te ne pustijo, ne? Sem pač ja, situacijo imam tako, kakršno imam, bomo razložim situacijo, potem pa on meni reče, ok, veš kaj, poj poleg mene. Kam jaz poleg vas? Domov. Prvo, kar mi je šlo v glavo, ne, 2 stvari sta mi šle v glavo, ne, takoj, ko bi blic. Ok, 2 možnosti sta. Prva možnost je, ko boš ti mene dal, ne vem, neko klete, bom se mogel pretepati za denar, ne vem. Takrat je bil zelo popularen en filmski igralec, Jean-Claude Van Damme. In takrat je bilo tisto, ko so se s steklenimi nekimi glaži, pa ne vem, s čem so se vse pretepali. In jaz sem slišal, da so se to v klubu pogovarjali, da se eni pač pretepajo nekje, ne. Smisel, sigurno je to. Kar bi si bolj želel, kot ono prvo varianto, ne. Prvo varianto sem mislil, mogoče pa, zdaj ne bi rad žala, pa ne bi grdo govoril, ne, ampak sem mislil, mogoče pa topel. Mogoče pa ima to te fante rad, ne. Pa si rečem tak, pismo dejan, ok, hitro zmerim jaz to, pa rečem, dobro, močnejši nisem, sem pa hitrejši. Sem, gled, če bo kaj nakazal, vyšel bom sigurno, ne. V glavnem, ok, on meni reče, grem poleg domov, jaz grem poleg domov, napet sem bil kot puška, mislim, nisem vedel, kaj naj pričakujem, ampak vseeno, to bi še rad poudaril, da pa v tem času sem pa s temi boksarji kar dobil manj neki stik. In jaz moram reči, da so me šokirali z toplino, z, bom rekel, sprejemom. Fantje so bili določeni avtomobile, mislim, urejeno. In jaz sem šel z njimi na pijačo, nisem moral plačati, poslušali so me, se pravi, mislim, sem jim bil zanimiv, pa nisem nič pametnega verjetno povedal, ne? Ampak vseeno so mi dali besedo, bil sem nekdo, dobil sem občutek, da sem med njimi lahko jaz. Wow, jaz sem lahko jaz. Mene nekdo sliši. V glavnem, in potem je začelo, bom rekel, ta družba me je začela omrežiti, ne? In potem pridem seveda domov do tega pučka, Ivana, prva priletita 2 mala, takoj me je odlekla, samo sem mislila, samo še vseeno to obstaja, ker se to pa to, ne. Prijeta 2 sinova njegova, takrat sta bila stara, ne vem, 7, 6 pa 7, in iza vrat njegova žena, hvala Bogu, njegova žena simpatična, mislim, wow, pol se jaz sprašujem, celo noč sem se spraševal, kaj jaz delam tu, zakaj sem jaz tu, kdaj bom jaz vedel, kaj jaz delam tu, mislim, mene kar nekdo domov povabo. To je meni bilo ono, nič mi ni bilo jasno, v glavnem potem drugi dan potem jaz sprašam, ok, kako dolgo to traja, mislim, jaz moram biti domov, če ne bo počasi mene oni poslali policijo, ali kaj bojo poslali, ne vem, ali bojo me iskali, ali kaj bojo, ne, sej, ne, ti boš zdaj tu živel. Dobro, kako bom jaz tu živel, mislim, pa tu, Ivan pa Sašo, boste si delili, boste si sobo, dokler imamo mi za jesti, imaš ti za jesti, te bomo že videli, ne bo, kak bo. Pučka res bil taki, bom rekel, markanten moški, oseba izjemna, naučil me, bom rekel, glih v tistem odraščanju, ne, se pravi, jaz sem že takrat, glih sem bil enih 17, glih tisto preoblikovanje, tisto zaznamovanje, ko se iščeš, ko rečeš, kaj je vrej, kaj ti paše, kaj ti ne paše, in potem smo začeli odkrivati regijo, oziroma Evropo. Čez 2 leti jaz približno zvem, ne, da mi dva se že 2 leti vozimo, ne vem, kje nismo bila, pa naj pol enkrat policija vstaje, takrat sem mu ja že govoril, takrat smo že bila tako blizu, ne, on je bil potem vedno za mene Čiko. Zakaj Čiko? Ker je kadil kot Turk, samo meni pa ni bilo vseeno, pa sem vedno govoril, pa zakaj ti, mislim pa ne kadil toliko, pa boš bolan, pa ono, pa drugo, pa zavod zvredo je.
On pa mene govoril za avto, jaz pa njemu Čiko. Ugotovil sem, da ta Čiko nima izpita za avto. Mi dva smo Po 2 letih, ko ste... Po 2 letih, ja. Mi dva, ne, bivše Jugoslavijo celo. Mislim, bila smo v Skopju, ne vem, v Nemčiji. Mislim, kot oka segne. Mislim, kje je bilo treba iti, tam sem mi dva šla. Seveda tudi prevozna sredstva so bila takrat malo drugačna. Če smo imeli srečo, smo dobila kakšen rentakar, ponovadi je to bil Dežman z Ptuja. Drugim tako hitro ni dati avta, drugo pa smo hodila s Pekom, smo hodila največkrat. Ja, v Skopje smo šla s Pekom, ja. Vse smo imela zdaj dovolj placa, da smo rekli za potovalke. Tako da ja, bom rekel, Ivan mi je dal, bom rekel, v življenju, tako bom rekel, čisto iskreno, eno tako dobro osnovno šolo, pa tam do enega 3. leta, letnika srednje šole, res, wow, izjemne stvari, no. Takrat je prišel trenutek, ko sta se pač on pa njegova žena ločila, takrat smo seveda se tudi mi razleteli, pa nekako, bom rekel, seveda smo še trenirala vedno skupaj. Ampak potem je on njemu tudi malo zaškripal, potem pa rekel, veš kaj, jaz več nam treniral, ne. Jaz nam več, jaz si moram malo življenje porihtati in tako naprej. In potem jaz rečem, pa dobro, mislim, ok, vredo. Pa mu rečem, vredo, ok, te pa jaz tudi več nam boksal, ne. Te pa rekel tako, ne, zavod ti si fukjen, ti boš. Pa rečem, kako bom, če sem fukjen, pa nisem tak mislil, no. Rekel se, jaz ti bom uredil en klub, ne vem še kateri, ampak uredil ti bom en klub, pa bom proval, takrat je bilo, to je bilo leta 96. že, in je rekel, da bo celo proval urediti, da bi jaz dobil celo kaj plačano. Jaz bom dobil plačano, do tega sem, da bom jaz dobil plačano. Sicer sem takrat začel v Sloveniji nekako preferirati v neko kategoriji, pa tudi v boksu. Ja, in takrat me je ta plemeniti moški, ne, uredi novi klub. Poznal sem človeka, do katerega me je pripeljal, ki pač smo se poznali čez boks in me je pripeljal v Mariborski klub, kjer sem potem nadaljeval svoj pot, ne, seveda. Koliko si bil star, ki si šel v Maribor? Se pravi, 21 let. 21. In je bilo uspešno tisto obljubljeno plačilo že na začetku, ali je to kasneje prišlo še? Ja, tam smo, mislim, ne po mejah, ampak tu zivano smo šla po zakonu najmanjšega upora. Samo da je bilo. Potem sem prišel v Maribor, kjer pa sem srečal še danes, nažalost Pučka Ivana več ni, Milutinović Stanislav pa še je, iz trenerja seveda se je rodilo tudi veliko zgodb in še danes smo izjemna prijatelja. V bistvu mama, edina dva sma, ki zdaj že mama, odkar sem jaz upokojen športno, se pravi vsaki petek ob določeni uri na istem mestu se dobimo, kličemo se samo, če slučajno kjeremo ne znese, drugače pa kofetkama vsaki petek ob istem času na istem mestu. V glavnem, ja, šok tega, bom rekel, prehoda, ne, je pa definitivno bil, bom rekel, po enem mesecu, ko me je reče, Stanislav Milutinović prihaja iz Kragujevca, ampak je inženir strojništva in je delal tu v metalni. In potem on me reče, tak čez enih 3 mesece, rečemo, pa mesec dni. Dejane, sine, znaš šta, ti nisi glup. Ti ćeš u školu. Pa se že stane jaz v šolo. Mislim, dobro, vredo bom šel v šolo, ne. V glavnem, pa ne 2 mesecih, obljubil sem mu, da bom šel se vpisati in to. Po 2 mesecih on mene vpraša, kak je v šoli, če imamo kaj novega, ne. Pa se rečem, vrede je, ne. Nič, čez 3 dni on mene spet vpraša, kak je v šoli, pa rekel, veš kaj, da prenesti meni ocene pa to. Stane, jaz sem mislil, da ti hecaš, mislim, kak bom jaz, če treniram 2-krat na dan, kak naj jaz vodim v šolo. V glavnem, potem pa sem doživel taki pravi šok, ne, pardon, izrazoslovjo, ampak
v življenju tudi ni samo lepo, ne. Pa reče on me, marš ven sale, da te ne vidim više, nikada. Sem šokiran. Čakaj malo, najboljši sem, mislim, nisem zdaj izstopal, pa ne vem, sam sebe imel za nekaj več, ampak sem pa se zavedal, da sem bil najboljši tam, pač tudi so me plačevali, pa mu rečem, stane, čakaj malo, nisem, marš ven. Sem mislil, ok, če ti mečeš najboljšega ven, v redu. Potem se malo sam s sabo pogovorim, pa vidim, da ima prav, ne, se rečem, pa da vpišeš v šolo, vse pa to ni tako težko, ne. V glavnem potem sem, seveda, pri teh letih, se nisem več mogel redno vpisati v šolo, ampak sem se vpisal na Ljudsko univerzo in seveda končal to trgovsko šolo, pa potem poslovodsko in potem on meni reče, veš kaj, ti češ v študij. Čakaj, to je resna stvar, kak, mislim. V glavnem, ja, pri njem sem na srečo, jaz mislim, da tudi v športni karieri ne bi uspel, ker nažalost včasih zmanjka nekih, bom rekel, odgovorov, ki jih imaš. Jaz sem prepričan, da si ne bi mogel na njih odgovoriti, če bi končal pri tistem nekem znanju, kot je. Tako da v bistvu pri svojem 30. letu sem diplomiral iz športnega trenerstva, tako da sem diplomiran športni trener. In pa tudi, bom rekel, na koncu koncev je prišlo do tega, da sem lahko začel dojemati, da obstaja nekje nekaj več. To je znanje. Bi rekel, da je ful pomembno, da kombiniraš šport pa znanje skupaj, da ne pustiš samo šole, pa se fokusiraš na šport. Absolutno, ja. Mislim, kar se za boksa tiče, pa vem, da je to zdaj, bom rekel, izpet, ampak ja, mislim, močen si toliko, koliko imaš znanja. Moč sama po sebi ne šteje dosti. Ker poznamo zelo veliko močnih, poznamo zelo veliko velikih, poznamo zelo veliko jaz bom rekel, da je znanje največje orožje. Vedno. Seveda, ko sem bil star še do 20, ko sem bil že do stanete, ko sem bil mogoče, ko sem že bil prvo leto vpisan, pol se mi je začelo, mogoče pa to ni slabo. In takrat, ko sem videl, da pa to daje, res daje, ker sem, glih se je poklopilo tako, da sem v bistvu v Srbiji sem še boksal za en klub, in potem se je tudi tam zakompliciralo, pa niso imeli denarja, pa ono pa drugo, pa je bil trener reprezentance, oziroma selektor srpske reprezentance, je pa bil glavni trener v tem klubu in so mi rekli, ok, pa ajde, rečemo tak, 2 letnika ti mi kompenziramo, ono ostalo boš pa plačal. Pa si jaz mislim, da spet malo tako pogledam, pa rečem, ok, ja, v redu, super, ampak jaz sem računal na to, ker je pač on dekan, pa ono pa drugo, no to malo tak, ne. V glavnem, atletiko sem padal, prvi izpit, praktično, teoretično, gimnastiko tudi, potem še mehaniko, pol pa me pokliče, pa reče tak, mi daje enega boksera, pa reče, gled, kako je ta inteligenten, kdo si pa ti? Pa si mislim, pa če me te zafinta. V glavnem, hotel mi je samo pokazati, kaj dela. Takrat sem začel malo tudi spoznavati, bom rekel, seveda stvari kot, kaj sploh boks pomeni. Kaj je boks? Je to pretep? Ne, to ni pretep, to je nekaj čist drugega. Najprej moraš biti varen, da si lahko nevaren. To je point vsega boksa. Boks kot takšen, jaz si ga v življenju ne bi nikoli izbral. Sam od sebe, še danes ne. Koliko se poznam, ker jaz nimam potrebe po dokazovanju, ne vem, da je mogel nekoga zmlatiti za to, da bi pač, hvala Bogu, je bilo to moje poslanstvo, moje delo, ampak ja, tako kot sem rekel, da brez šolanja, brez znanja, na katerega sem si odgovoril na nešteto vprašanja, ko sem se zatekel v krizi na njih, ne, in pa tudi v dialogu z ostalimi ljudmi, ki so bili na tem nivoju, se mi zdi, da je to zelo pomembno. Tako da, mlade, vem, ampak vaše sanje, vaše znanje.
Kaj pa delo? Si v tem času tudi kako delo upravljal, tako priložnost ali pa kaj, ker vseeno si rekel, dobil si nek denar od kluba v Mariboru? Ja, mislim, ja. Počel sem, sem kar imel izlete, ne. Jaz sem si, bom rekel, delal sem priložnostna dela, ne. Prvo, kar sem delal, je bil natakarstvo, oziroma v diskoteki sem delal, natakar sem bil dolgo časa, potem sem bil v gradbeništvu, kamnoseštvo, večkrat, taksist, varnostnik, skoraj da ni. Iskal sem priložnostna dela. Zakaj? Zaradi tega, da sem lahko nekaj zaslužil in šel v tujino na trening kamp in podobno. In seveda na koncu je prišlo tako daleč, da je to bilo leta 2002, da sem se začel ukvarjati s tem. Seveda v Sloveniji sem bil nekako prepoznaven po tem, da pač sem dober športnik, ampak jaz nisem imel za živeti. Takrat sem imel, edino kar sem imel za zgubiti takrat, je zdajšnja moja žena, ki je čisto, bom rekel, hodila v gimnazijo, študirala in zavedal sem se, da slej prej bo prišel tisti dan, ko nekaj bo treba pokazati, ne? Ne v smislu, kdo sem, kaj sem, ne? In takrat sem rekel, ok, takrat sem se pogovoril z enim mojim prijateljem, Tomažem Baradom, kateri je tudi zaznamoval seveda Pučko. Vsi so mi zaznamovali življenje in enega brez drugega sploh, mislim, ne bi jaz obstajal najverjetneje. In Tomaž je takrat imel enega prijatelja, ki je bil izdelovalec športne opreme in je bil sponzor enemu klubu v Nemčiji. In jaz sem rekel Tomaž, ti si poslovni prijatelj tega, prosim, bi ti lahko rekel temu, če bi vprašal, če bi jaz lahko prišel na probo v Nemčijo, da bi se preizkusil kot profesionalni bokser. Sploh nisem vedel, kaj to pomeni. Pač vedel sem, da pač eni bokser z mačkami, eni pa brez mačk. Pa pač razlika v rundah, ne. Eni bokser 3, oni pa 12 ali pa 15 ali pa kaj takega, ne. Tako da v bistvu edino, kar je bilo to, je rekel, ja, koliko časa pa ti rabiš, da si ready, ne. Pa jaz redno treniram, jaz sem vedno pripravljen. In čez 14 dni sem že dobil klic od Tomaža, da lahko grem v Magdeburg, da lahko grem sprobati. In če bom dovolj dober, da bom dobil morda priložnost. 2002 december, oziroma zadnji teden novembra, prva 2 tedna v decembru sem bil v Magdeburgu. Ja, takrat sem začel spoznavati boks kot takšen, da obstaja nekaj več kot boks, nekaj več kot samo filozofija sile pa kondicije. Kaj ste tam dodatno naučili? Kaj ste pokazali, kar v Sloveniji recimo ni bilo napram tujini? Jaz sem šel z neko predstavo, zdaj, če grem se sprovat med profesionalce, že moram biti dober, ne. Ko sem prišel gor, nisem imel za burek. Jaz sem bil prepričan. Tako bom rekel, nekako skozi čas dobiš neko samozavest, pa rečeš, ok, saj vem, koliko sem vreden, ne. Saj ja, tisto, kar je bilo tako jasno, fizično ni bilo dobenega problema, kondicijsko dobenega problema. Tisto, kar pa je znanost, si ga sploh razumel nisem. Enostavno nisem razumel. Ko sem zvečer po prvem treningu sedel v sobi, prvokrat sem začel gledati vozni red nazaj za domov. Prišel sem s cugom gor, po neki, mislim, da se 21 ur vozil, sem prestopi in tako naprej, pač druge možnosti ni bilo. In zvečer, ko sem prišel v sobo, hotelsko, sem rekel, kaj meni tega treba, mislim, zakaj? In ko gledam jaz tudi, ja, seveda jaz imel na datum karto nazaj, ne. Nisem imel one karte, ko lahko greš, daj, če hočeš, ne. Ok, pa bom ostal. V glavnem, takrat sem se začel učiti boks in pa sistem boksa, šolo boksa. In pa seveda, navajanje na to, da je to nekaj povsem drugega, da je samo moč pa kondicija sestavni del vsega. Potem seveda sem bil prepričan, kdo mene lahko nauči neko obrambo, kdo mene lahko nauči neki korak.
Ja, one. In potem sem nekako po teh 3 tednih Nemčije, ko sem se peljal domov, spet nisem imel nič v rokah. Ne. Do zadnjega dneva so me pač pustili, da sem bil gori in so mi rekli na zadnji dan, ko sem šel na vlak, to se spomnim, takrat sem dobil sem toliko evrov, da sem dobil nazaj za vlak, za vozovnico. In potem, ko se pač pogovarjamo, rečejo, jaz nemško nisem, Bog ve kaj vedel, ne? Angleško skoraj podobno kot nemško, ampak ok, razumel sem dosti več, kot sem lahko povedal, ampak ko smo se pogovarjali, mi oni rečejo, ja, lej, v redu si, lahko kaj mogoče rata s tebe, to je to. Ko priješ nazaj, imaš stanovanje, pa bomo te tudi dali, ne? Pa trening imaš zastojn. Meni je to bilo isto, kot da so mi rekli, da sem na lotu zadev. Mislim, meni je to bilo wow. Pa se speljem z vlakom domov spet nazaj, pa ko ima človek malo več časa, ne, pa razmišlja o tem, pa se rečem, tak sam pri sebi, ok, lahko greš nazaj. Čakaj, v česa boš poživel? Mislim, doben mi je rekel, da bojo mi karkoli plačali. Rekli so, da bojo mi dali trening zastojn. Doben mi je rekel, s kom bom boksal, kdaj bom boksal, kdaj, mislim, rekli so mi samo, da naj prijem nazaj 8. januarja, domov pa sem šel tam, malo pred Božičem, tam 18. 20. december. V glavnem, se speljem domov, te pa si moram nastaviti normalno po telefonu, sem jaz povedal domov, da sem sprejet, da to, mislim, pa tudi takrat sem še imel nekega novinara Dela, pa mislim, da sta za Štajerski tednik takrat še pisala Kornik Ivan, pa še en. Ona dva sem me tudi po telefonu klicala, pa nisem bil glih vesel, ker takrat še ni bil telefon tak poceni, ampak ok. Hitro sem rekel, ja, sprejeli so me, vse je vredo super, podpisal sem pogodbo. Nisem podpisal pogodbo, ne. Rekel sem sam sebi, ok, imaš 2 možnosti spet, ne, ali se boš dal pod puš, ali boš pa v coni obdobja. In normalno, jaz bom rekel, sem sam sebe spravil pod pritisk, sam sebe sem prepričal, da je to prava zgodba, da niti Nataše nisem povedal, da pač mi niso tega rekli, oni so dobili, mislim, vsi so dobili odgovore, ki so jih želeli dobiti. Edini jaz nisem imel odgovorov, tisti, ki bi jih želel imeti, pač sem si izmišljal, ne. Edino, kar sem rekel, da pač ne vem, koliko mu zaslužijo, samo če se vsi oni govori z dobrimi avti vozijo, te zihane slabo zaslužijo, ne. V glavnem, na koncu je bilo tako, da imel sem en avto na leasing, malo sem še imel leasinga za plačati, sem avto prodal, takrat je glih brat kupoval avto, pa mi je to šlo glih na roko, takrat sem še mislim, da do nekih 1500 evrov ven, da sem rekel, ok, to imam jaz za leto dni zaživeti, ne vem če. V glavnem toliko, da si pač neke stroške pokrijem in takrat sem šel v Nemčijo. Seveda, ko sem bil gori mesec dni, seveda tisto, kar je bilo najbolj, mislim, drugo niti nisem tako močno pogrešal, kot pač normalno. Takrat punco, Natašo, in seveda mi dva smo to žgala po telefonu vsak dan, vsaj 5 minut, 10 minut, se ni bilo dolgo, ne, vedno prekratko, ampak vseeno na koncu, ko je bila prva borba, sem lahko plačal položnice, pa sem šel nazaj spet s posojenim denarjem. Tako da, ja, ta Nemčija me je kar, bom rekel, zbrusla, no. Tak en prelom se mi je potem zgodil leta 2006, ko sem pravzaprav tudi že v Sloveniji bil dokaj prepoznaven in celo uspelo na Ptuju pripeljati eno televizijsko hišo, Eurosport. In še takrat, to je že bilo 3 leta, sem že bil v Nemčiji, sem že bil v očeh družbe na Lodanko Brod. Ne vem kam, mislim. Je pa res, da pa takrat, ne vem, koliko poznate Ptuj, pa koliko se po Ptuju teh, bili so eni 3 pijančki taki. To je bil Enšič, pa Harika, pa še enih par. In tudi so od mene, jaz nisem imel, ampak tisto, koliko malo sem imel, toti so me vedno, bokser, nekaj. Te sem me pa vedno nekaj dal, ne. Ampak
družba je to tako, določeni, ki so to videli, ne, so se začeli pogovarjati, da sem nalodan, da tem uličarom pa to dabljam kar po 100 evrov, pa take stvari. Ni res, ampak ja, tako je prišlo. V glavnem, leta 2006 se je za mene, bom rekel, tudi nemška zgodba za trenutek končala. Zakaj? Zaradi tega, ker sem dobil ponudbo, enkrat sem bil v Nemčiji, to je bilo na začetku 2006, ko smo imeli tudi treninge in je bil en Američan, Daniel Santos, takrat je bil, mislim, jaz če se bi ga lahko dotaknil, prisežem, jaz če se bi ga lahko dotaknil, pa bi z njim se malo pogovarjal, jaz bi dal vse, jaz bi rekel, ne, vse bi mu dal, nič nisem imel, ampak ok, to mu jaz dal. V glavnem, in potem prije do tega, da v klubu ni bilo njegovega sparring partnera. In seveda, kdo bi, našega trenerja še ni bilo. In jaz dvignem roko, jaz bi probal, pa sploh nisem vedel, kaj se bo zgodilo tam. Ne? V glavnem, jaz to probam, vmes prije seveda trener noter, prvo, ko vidim njegov pogled, brez njega, mislim, brez trenerja se tam nič ne zgodi. Trener je tam, mislim, to, kar on reče, to se naredi. Prvo, če reče skoči, prvo skoči, pol vpraša, zakaj. V glavnem, ko sem videl, kaj sem naredil, pa takrat sploh pomišljal, nisem samo smisel človeka, pomagal mu bom, ne. Ko sem videl njegov pogled, smisel, jaz čudil sem se, da mi se tu roke niso upale, ker ja, imel sem respekt do njega. Pa to je bil starejši možiček, ne. V glavnem, ok, ampak na srečo pa mi je šlo ful dobro. Na srečo pa mi je šlo tako, da jaz sem se sam sprašal noter, kaj on noče ali ne more, ali mislim, pa si tako sam pri sebi odgovarjal, pa valjda me bi, mislim, valjda me bi, če bi me lahko, ali kaj, mislim, kaj se zdaj dogaja. V glavnem, prijemo tako daleč, da ta trener, njegov od tega Santosa, on me gotovo, padne na mene in začne me spraševati, telefonske, vse drugo, tretje, v glavnem prijemo tako daleč, da bo on mene poklical enkrat, ko bo meni pogodba potekla. Ok, meni je julija poteče pogodba. To je bila pogodba z Steinfordom, z nemškim klubom. Ja. Jaz še takrat, seveda 3 leta sem že bil govori, kot sem že rekel, ne, družba je bila pripričana, da jaz za malo, da nisem že, ne vem, milijonar ali pa milijarder ali karkoli, ker pač boks, pa denar, mislim pa avtomobili pa sem imel, Daihatsa, 2006 sem si kupil Laguno. Na leasing, seveda. Predtem sem imel Daihatsa sponzorskega iz Berlina. Tako da v bistvu, ja, nič ni kazalo na boljše, tako da v bistvu so me počasi že začeli domači trkati, oziroma niti ne tako direktno, ne, ampak počasi se že začelo ono, pa dobro, čakaj malo, kdaj boš ti lahko kaj, ne? Takrat smo si z Natašo uredila eno stanovanje pri njej doma. In tudi jedva smo tisto zložila skupaj, no. V glavnem, tako da ni bilo glih rožnato. Takrat se, bom rekel, malo hitro stvari obrnejo in gremo mi dva takrat z Natašo na morje. In takrat, če več ali manj je bilo vse po mailih, pa seveda tudi po telefonih, pa mene kliče neka številka, mislim, čudno. Pa že nekajkrat pa ono, pa drugo, pa grem jaz potem na Korčulu gledati, ker sem pa malo čakal na ta mail, ker je on rekel, da bo meni poslal mail, ne. Pa je res sredina dopusta nekje, pa zgledam mail, pa mail sem dobil. Ok, on meni mail, pa reče, nujno se moramo slišati, ja, kaj se, mislim, te lahko gremo domov, za telefon zapravim ta dopust, pa lahko gremo domov, pa reče, ok, ajde gremo. Te pa se zmejem, pa on meni reče, ne, tisto, kar je bila prvi pomislek, ne, 2006, reče on meni, ok, v redu, jaz te hočem tu, gledaj, da boš videl, da smo resni, danes popoldan dobiš avionske karte in povej mi samo, da lahko letiš. Pa se rečem, tako sam pri sebi, stari, kako pa to ti nabija. Danes popoldan, jaz, ki si na avion v enem dnevu, zdaj, mislim, deno. Prijem pa rečem Nataše,
špila, ne, bla, bla, bla. V glavnem, rečemo, mislim, to je katastrofa, kako si se pa meni to ti našle, to si res mislim, da sem jaz upičen do daske, ne. Ok, popoldan, mogoče 2 ure, 3, tašča kliče na telefon, pa mislim, ni bilo to zdaj, smo se slišali, ampak nič posebnega, ne, ampak on kliče Veno. Ok, vredo, tašča kliče, reče, to ti UPS je prišel. Taki neki kombi, rjave, odprti, prvo smo tako mislili, da nas ropajo. Kaj pa je prišel? Ne vem, jaz znam podpisala. Kaj pa ima? Ja ne vem, kaj ima, ne. Podpisati je, treba se podpište, ne, se te ni pa nekaj. Vlam, to te podpiše s strahom. Kaj je bilo noter? Karta. Sem nekdo prečite, kaj piše? Mi. Ok, to je to. Gremo z morja domov, mislim. To se mi je tako zgodilo, to se mi je zdelo prvo, ti so rečeš, spet tako, kot sem šel, ok. V Nemčijo sem šel, pa sem šel tudi prepričan, da sem nekdo. Zdaj bom šel v Ameriko, bom šel na isto. Se mi sploh splača iti v Ameriko ali ne. Takrat je pa bila situacija malo drugačna, malo se je začelo popravljati, ampak Nataša je pa bila noseča z prvo ščerjo Ivono. In seveda, jaz ko sem šel v Ameriko, potem gori se dogovorimo, da seveda, mislim, tam sem komaj izvedel, kaj se je pravzaprav, mislim, kaj sem že v Evropi spustil. In si nekako tako rečem, ok, vredo, edino kar si želim to, da dokler nimam prvega borbe, sem jaz prost. Mi imamo pogodbo, ampak jaz sem prost. Jaz se lahko pogovarjam, jaz lahko karkoli. V zadnji pa sem že imel, bom rekel, zgodbo, ne. Mogoče pa bo še v Nemčiji, kaj sicer mi je Amerika bistveno boljše se sliši, ne. Zavedam pa se, da pa toliko, ko se speljam v Nemčijo z avtom, toliko se tam peljem z avionom, pa glih ne morem iti kadarkoli hočem jaz domov, ne. Ampak ok, rekel sem, ok, bom se jaz preselil, ni panike, ampak prosim lepo v tistem datumu mi ne urejete borbe, ker takrat ko se bo otrok rodil, takrat mene ni. Te pa tudi, če imam borbo za naslov svetovnega prvaka, pač mene takrat ni. Glavno, takrat se je poklopilo tako, da sem potem se z Nemci slišal, potem sem rekel Nemcom, da pač žal, zdaj, če mi dajo iste pogoje, kot mi dajo Američane, pa dolare spremenil takrat v evre, pa malo še nabil. Gremo v to, če ne pa pač nimam kaj izgubiti, ne. Takrat sem prvič v življenju imel neko pogajalsko izhodišče, s katerega sem si lahko, bom rekel, vsaj malo za naslednje 3 leta nekako osigural, da predvidljivo okolje, ne. Še sploh zato, ker je bil pač otrok na poti in to, moram meni prve reče, ja, predtem, Kristusove muke, še 3 leta, po istih pogojih, kot so bili prej. Se sem rekel, ok, dobro, te pa pač nam za tebe, kak neš za mene. Gremo jaz v Ameriko do Kinga. Tam neš nič dobo, tam boš dobo nič. Se rekel, to zdaj skoro pri tebi dobim, samo tam jaz že imam pogodbo. Samo prepakiram pogodbo, seveda skrijem vse tiste stvari, takoj podpišemo za to. Tako da ja, to je bila moja najbolj pozitivna zgodba, kar se tiče poslovnih, bom rekel, stvari. Pol pa se je začelo ono, ne, rast. Rast, se pravi, iz borbe v borbo še bolj in potem se končno zgodi prva neka resna. Ti si bil državni prvak Nemčije, ne? Ja, to sem tudi bil, ja. Ja, med tem, pardon. Med tem časom, ja, mi je uspelo v Nemčiji, bom rekel, nekako postaviti neko hierarhijo v moje kategorije. Se pravi, postal sem ta, isto kot državni mednarodni prvak Nemčije, potem sem vmes osvojil že 3-4 interkontinentalne titule in potem sem dobil priložnost leta 2008 za naslov evropskega prvaka. To je bila tudi ena taka mala prelomnica v življenju. Končno sem dobil nekaj, tako da sem si rekel, no, wow, končno. Morda veste, isto borbo sem izgubil. Potem čez 14 dni me kliče moj šef,
mi reče, ok, prijem v Ljubljano, pa se lahko dobimo. Jaz rečem, v Ljubljano, tu v Maribor je bliže. Ne, imam jaz še na televiziji neki sestanek, pa to pa se dobimo kar pri Tišlaru. Kako ti poznaš Tišlar? Ampak ok, meni se je zdelo lepo. On je prišel dol, da se pogovorimo, kako naprej, ker pač jaz sem bil prepričan, ker po dvoboju, nič ni bilo narobe, vse bilo super in jaz sem bil prepričan, da pač se dogovarjamo za naslednjo borbo, za naslednji dvoboj. Vse tako je tudi skoraj da bilo, ampak potem on prije pa reče, ok, nimam dosti časa, zdaj zadeva je takšna. Pogodbe skenslamo, nimam več, oziroma ti imaš, jaz je nimam, zato ker si izgubil, ker je pač v pogodbi je bil člen, ki je, ko izgubiš, se pač poruši pogodba in se na novo zastavlja. Takrat je bila v Evropi ta gospodarska prva kriza, ki tako niso vedeli kaj pa kak, ampak ja, takrat se je zgodilo, da je rekel, ok, se pravi, nimaš nič, če si urediš kako borbo, se veš, moji procenti, vse ostalo, to je to. Pa zgledam tako malo blesavo, se verjetno sem tudi tako izpal, ampak dobro. Potem jaz njemu rečem tako, čist mirno, rečem, čez eno leto bom jaz svetovni prvak, ti pa se zdaj odloči, boš zraven, ali pa ne boš zraven. Me spet malo tako pogleda, nekdo, ki je globoko v tem poslu, pa več možnosti imaš, da te strela sredi vedrega, nema strela, vsekako kot pa, da bi dobil to, pa kljub porazu, mislim. V glavnem, mi dva se tako razidemo in potem pač nekaj se dogovarjamo za neke dvoboje in vmes se zgodi en dvoboj, to je bil tisti povratni dvoboj z onim Argentincem. Klical sem ga, sem rekel, kaj če bi mi v Sloveniji naredili ta povratni dvoboj, ker to je bilo takrat tako zelo vprašljivo, ker večina je bila mnenja, da bi jaz to izgubil, da naredimo eno dobro zgodbo. Mislim, da bi ga tako mogoče malo nazaj pritegnil, da bi spet začela sodelovati. Seveda, to je bila mimogrede ena do takrat sigurno moja najboljša borba v smislu publike. Takrat se je res pokazala ta radovednost, ker Taborska je bila razprodana zelo hitro. Hvala. To je bilo, mislim, tam se mi je zdelo prvič, da sem doživel, da se mi je zdelo, da me je nekaj časa kap ruknila. Nič nisem slišal, razen tretja. Mislim, ki pa mi je dal taki napoj, da wow, noro. V glavnem, nadaljujem, ali ima drugo vprašanje? Lahko poveš do konca, lahko poveš. V bistvu, potem se zmenimo z Ulfom, da se slišimo, potem bi naj dobil revanš za ta evropski naslov. Še to, ampak ne. Samo na toti tekmi se je zgodilo tudi neka sodniška krivica, da bi kao naj bile... Za evropskega, prvo, ko sem bil na Poljskem, ja. Ampak ok, tam sem si čisto sam kriv. Tam sem jaz, do takrat, če nisem imel poraza, ko sem bil v borbi, sem jo kontroliral, pa sem rekel, veš kaj, ni bil tak nedolžen, ampak sem rekel, ok, rizika pa ne bom sprejemal, Do takrat sem rekel, ok, nema popuščanja, tu kar je, vedno greš, ne bom nesramen, ne bom zahrten, ne bom, ne vem, po nepotrebnem se z nekom igral, če bo kdaj prišlo do tega, pa se do tega ne prije, kar tak, ampak, mislim, takrat sem si seštel točke, pa sem to zmagal, tudi jaz ne morem zgubiti, na koncu sem zgubil. V glavnem, to je bil poraz, po porazu je potem bila ta povratna tekma, ker mes je bil tisti pogovor in potem se zmenimo, da bo borba, junija je bila borba v Mariboru, julija bi mogla biti v Franciji in potem odpade, potem avgusta bi morala spet biti borba, pa odpade, septembra bi mogla biti spet, pa odpade. To sem še pozabil povedati, ko sem prišel domov iz tega sestanka, me Nataša vpraša,
In kak je bilo? Ker sem šel navdušen tja, ne? To je pravi šef, mislim, prije, nimo moja, mislim, mar mu je za bokserjev in to za športnike in tako naprej. Sem rekel, ok, povej, kaj bi rada slišala prvo? Slabo ali dobro novico? Ste veš, da prvo mi povej slabo. Sem rekel, pač le, mama to, kar mama, račun je, kak je, vema, kako dolgo lahko s tem, za naprej pa pač prosto, nimam več pogodbe, nimam ničesa. To je to. Znajdeva se lahko sama, mogoče bo kaj on, bomo videla. Ok, kaj pa te dobra? Sem rekel, ok, prvo mi moraš obljubiti, da od danes naprej, danes me vprašaj vse, potem pa do novega leta, do konca leta, me ne sprašuješ nič, kar je povezano z boksom. Nič. Težko je bilo, ne? Se je ženska radovedna, ne? Pardon, ste radovedne, najverjetne, ne? V glavnem, ok, mi dva se dogovorimo tako in takrat je že bilo, konc oktobra je bilo. In takrat meni se peljemo v Nemčijo, seveda to je bilo kar nekaj izletov v Nemčijo in nazaj in enkrat sem se peljal gor, sem prišel do Leipziga, do letališča, glih sem letališča zagledal, dobim telefonski klic, pa reče, odpada borba, lao greš nazaj. Ok, v redu. V glavnem, cel ta čas, niti za trenutek nisem želel pomisliti, verjeti ali pa se sprijazniti. Jaz sem vedel, da se bo zgodilo, samo nisem vedel, kdaj, ampak vedel sem, da se bo zgodilo. Zakaj? Zaradi tega, ker cel čas sem treniral, kot da imam jutri borbo. Res, mislim, ste tudi Nataša, tudi trener mi je rekel, da ohladi se malo, mislim, pretreniral se boš, ni v redu. Tako, ne, na mojo priložnost bom jaz pripravljen. Kje si ta čas treniral, v Nemčiji? Ali? Dosti v Nemčiji, dosti doma, potoval sem malo med klubi. Imam različne prijatelje po različnih klubih, sem kar šel v klub, na Hrvaško, ne vem, v Nemčijo, v Anglijo, kamorkoli je bilo, se mi je zdelo ok. Takrat je bilo pač tako, da nisem hotel biti iz forme, ker sem, tako kot sem rekel, verjel sem enostavno, da se bo to zgodilo. Zdaj si imel to zaupanje vase, ne? Ja. To si imel kakšnega, ker danes sodobni športniki imajo ful pomoči, psihološke, da pač trenirajo svoj mind, oziroma pač glavo. Si takrat ti tudi to recimo že imel, je bilo že to tudi popularno takrat? Ja, mislim, sem imel srečanje. Ti bil tak sam s sabo? Pa nisem bil. Verjetno me je življenje oblikovalo skozi vse življenje, da zaupam sebe. Imel sem eno srečanje, seveda še enkrat brez, to ne govorim zaradi nespoštovanja ali pa nesprejemanja znanosti, ker sem za neke druge stvari potreboval kakšen nasvet, ampak v športu sem bil samo enkrat pri psihologu, to v Nemčiji, hvala Bogu nisem vsega razumel, po drugi strani, pa tak je bilo malo, ko pridem tja, pač seveda, vse razumem, človek me je hotel, gospod me je hotel napolniti, ni mi hotel dati nekega suma, dvoma ali česarkoli v tej smeri, pa pol, ko se že pogovarjamo, mislim, v resnih stvareh, pa če pa ok, čakaj, ste vi kdaj stali v ringu? Ne, ampak to je zelo, prispodoba je tak. Ne smem pomisliti na poraz, ne smem pomisliti na negativo, ne smem pomisliti na neke stvari, ki se meni že do takrat zgodile 100-krat. Mislim, potem pa mu jaz rečem, ok, razumem stvar, lahko jaz predstavim, ne vem, mogoče vam to že kdo povedal, ampak kak jaz vidim stvar. Vi za mene hočete povedati, da jaz ne smem razumeti, da je mene nekdo udaril ali pa da sem v knockdownu, da te možnosti ni. Bil pa sem že v knockdownu. Kaj naj rečem, da nisem bil? Kaj naj rečem, da ne pomislim na to, da se mi morda zgodilo, da bom v dvoboju padel. Mentalna vadba, sem si dovolil v to, ne? In potem sem mu rekel, ok, jaz če iskreno povem, jaz rečem tako, če bom imel srečo, bom dobil udarec,
bom padel, se bom dvignil, pa bom šel naprej. Če imam malo manj sreče, bom dobil udarec, bom padel, pa se mogoče ne dvignil, pa bojo me že pobrali, ajde, rešeno, gremo naprej. Če imam še malo več nesreče ali sreče, ne veš kako, kjerem trenutku, bom padel, pa bom imel morda kakšne posledice. Morda bom hrom. Morda bom pa, če bom pa imel največ sreče od vsega, če me zdaj že mora nekaj zaleteti od teh zadnjih 2, pa me več ne bo. Pa te med dvobojem kdaj bilo strah? Aha, vidim, zgubljam nadzor nad borbo, nasprotnik je malo boljši v tem trenutku, da bi knockdown bil ali pa, da bi kakve posledice bile ali pa kaj takega. Sej, v nekem trenutku, ko si tako globoko, ne, ko se ukvarja z nekim poslom, mislim, jaz sem se zavedal teh stvari, da lahko imam posledice. Poizkušal sem jih minimalizirati s tem, da sem se proval zares morda rigorozno obnašati do tega. Se pravi, skrajno spoštljivo. Za mene ni obstajalo, ne vem, takrat alkohol, za mene ni obstajalo, ne vem, neko ponočevanje, za mene ni obstajalo nekaj, na kar sem imel vpliv. In za mene ni obstajal trening, naprimer, kot sam, ne, da bi šel iz treninga domov pa bi rekel, da, jaz pa mi žal, mogoče še pa bi tam lahko naredil 5 sklec. To za mene ni obstajalo. Ne moreš narediti 5 sklec, ker sem naredil vse na treningu, ali pa ne vem, pač korak ali pa karkoli drugega. Do tega sem bil kar zahteven. Zakaj? Zaradi tega, ker sem se zavedal, da vse na koncu, ne, vsi boksari, pa tisto, kar je najbolj vidno, vse leti na glavo. Glava je pač najbolj ranljiva zaradi malih možganov, ki je center za ravnotežje in seveda, ko mali možgani ruknejo ob zid, v lobanjo, ali pa pač mandibola je povezana z malimi možgani in najprejšnji stik, ne, po brade, priješ najprej do tega knockouta in to je posledica pač izguba zavesti, ravnotežja zavesti, odvisno kako hud je. Ne. In ja, tega se, mislim, jaz sem se tega cel čas zavedal. Zaradi tega zavedanja sem imel poseben odnos do tega športa. Nisem se glih pustil narezavati. Zakaj? Zaradi tega, ker zaradi tega sem pa moral malo več trenirati. Seveda sem bil, vsaki udarec, ki je bil za mene nepotreben. Hvala Bogu, danes sem še kakšen sem, ne? Ampak jutri je lahko drugače. Ko si po drugi strani pa, bom rekel tako, ne, vsi, ki nekako upozorimo na se, ne, tako ali drugače, ali v družini, ali v družbi, ali vasi, v mestu, na svetu, ne, moramo biti podvrženi nekemu risku. Zdaj jaz bom rekel, da isto vsebina življenja, ne, življenje, vsakega posameznika, vsak od nas ima svojo borbo, vsak od nas, samo vsebine se menjavajo. Človeka je najbolj strah tisto, kar ne pozna. Naprimer, udarci na glavo zelo malo bolijo, oziroma ne bolijo. Če arkada poče, malo speče, ampak to pozabiš od adrenalina. Bolijo pa udarci po telesu, kjer je mišica, tam pa bolijo. Mislim, v življenju vse med pa nič dati, ni, mislim, če hočeš biti verjetno v šoli odličnjak, imaš toliko več sedeti za knjigami. Pa seveda, že biti dovzeten do tega. Ne vem, biti direktor uspešnega podjetja, ko grejo drugi domov, si ti tam. In podobno, ta prenos, bom rekel, tega življenja. In jaz osebno bom rekel tako, da v bistvu vprašanje, kdo bi jaz bil, če ne bi bilo športa. Vprašanje, ne vem, v osnovi sem hotel biti avtomehanik ali pa avtobusni šofer, ne vem, ampak vedno sem se, bom rekel, ukvarjal s tem, zakaj ne bi jaz poizkusil priti sebe. V bistvu jaz nisem iskal dokazov od družbe, bil sem zelo vesel, ko je družba uživala, ko me je sprejela, da je družba sprejela sploh boks, takšen kot je. To je meni še danes nerazumljivo. Neki šport, ki je bil prej šport primitivcev in pa mi, če smo imeli, ne vem, 500, 300, 500, 1000 gledalcev, to je že moglo biti, to je bil rompopom. In
skozi vso to obdobje mojega, bom rekel, nastopanja, ali tukaj, ali v tujini, da gre nekdo v Južno Afriko, ne vem, ali pa v Ameriko, da gre 100 ljudi, mislim, pardon, meni se oni ščesa, jaz sem čisto verjel. Mislim, iz spoštovanja. Pa ko se je zgodilo, ne vem, Stožice, 2x polne. Pa jaz, vse je verjetno samo po sebi umevno, ne, ampak za mene ni. Mislim, da rečeš, da je to neki kolektivni šport, ne, ok. Pa za mene vse, kar prije več kot 500 ljudi po nekem čudežu ali pa 1000 za posameznika, ne, to je za mene že wow, poslanstvo, mislim, znanost, to pritegne, ne. In jaz osebno sem samo sledil sam sebe, v tem smislu, da zakaj meni ni dovoljeno biti, zakaj meni ni dovoljeno oziroma zakaj pa jaz ne bi naredil dobrega rezultata, zakaj jaz ne bi naredil iz sebe nekaj več kot to, kar mi je bilo položeno v Zivleku, ne? Kar mi je bilo, kjer sem bil v Žigosa, naprimer v vasi, ko sem bil v Halozah, ko sem živel. Zakaj bi se jaz mogel s tem sprijazniti, če pa lahko nekaj več naredim, ampak če hočem nekaj več narediti, potem pač neki riziko moram tudi vzeti, ne? Sicer, če bi vedel, kakšen riziko bom vzel, ne vem, za katerokoli borbo, če bi se tega vsega zavedal v tistem trenutku, najverjetneje večina stvari ne bi počel. Malo brez glavo moraš iti stvar. Po je prišla borba oziroma naziv svetovnega prvaka. Kaj pa ti je ta naziv dal, zdaj, če gledaš za nazaj? To je, da sem danes tukaj. Mislim, kakorkoli takrat se je zgodilo, mislim, spomnim se, ne vem, meni 2 meseca po tem, ko sem že bil, ko sem klical ravno tega Staneta, trenerja, pa mislim, meni je še letos, to še moram povedati, ko sem klical tega trenerja, ko me spraviš, pa kak dejo, pa kaj je to, ono drugo, tega sem ostane, jaz bi še enkrat bil svetovni prvak, samo nikomu največ povedal, nikomu. Jaz spremenil se veliko stvari, življenjsko seveda, si maksimalno produktiven, si maksimalno, bom rekel, ustvarjalen, zanimiv, vse posod si, ampak to stane energije. To pa je, mislim, meni je bilo trenirati primerjavi s tem, piece of cake. Ta, bom rekel, ta pozornost potem tudi sponzorjev, ne, predtem niso bili dovejeni pozornič, piše, če ne piše, ne piše. Zdaj točno kje piše, točno koliko krat boš prišel do njih, točno kaj boš povedal, točno kak bo. Mislim, vse postane zelo, zelo fokusirano in vse vedno samo na tebe. In vsi pričakujejo, da boš ti vse. Tudi tim se poveča, osebni tim se poveča, ker pač je narava dela, širina se pač razprede v to, tako da bi v nekem trenutku nas je bilo 30, pa sploh nisem vedel, kaj jih 30 dela zdaj mene, ampak ja, brez enega ni zgodba šla naprej. Tako da v bistvu, ja, odnos družbe, odnos posameznikov, wow, mislim... Pa postaneš neki vzornik, ne, ljudem, občinstvo, ne, ki te spremlja, že to je tudi velik pritisk, verjetno, ne, ker veliko športnikov bodi tudi zahaja lahko, ne vem, droge, kar lahko tudi negativno vpliva na prikazovanje, ne vem, športnika, takega. Ja, mislim, jaz sem to malo drugače jemal, ne, mene je bilo tako ono, wow, mislim, jaz sem lahko nekomu vzor, jaz sem lahko nekomu motiv, pismo, če pa vse imam, mislim, če pa sem vse imel, vse pogoje sem imel, dobre pogoje za ustvarjati, seveda. Kaj naj naredim? Mislim, je pa seveda, je pa pritisk v tem smislu, da se moraš vedno pravilno odzvati. Ljudje nimamo rade nekih šokov, ljudje nimamo rade nekih, bog ne dej, napake, ne? Ampak jaz sem imel to srečo, verjetno zaradi boksa, ne, pa udarcev, se ne rabiš vsega zavedati, ne, pa izgovori, pa tako, ampak jaz sem rekel tak sam pri sebi, ko sem prišel do točke uspeha, ok, vsi ti ljudje, ki so zdaj tukaj, so zato tukaj, ker so prepoznali mene takšnega, kot sem, ne takšnega, kot bi naj bil. Ok,
to, da bo to nekomu všeč, da nekomu ne bo všeč. Ne vem, mene so tudi pričakali v Ljubljani na letališču, ko sem prišel iz Južne Afrike, neka služba, da bo ona mene zdaj retoriko učila, da bom jaz pravilno izgovarjal, da bom naglasoval pravilno. Kdo smo, mislim, ki smo se mi srečali, kdaj, zakaj, mislim, meni je bilo najbolj pomembno to, da jaz ostanem jaz. Kljub temu, da pač vsi imamo veliko dela, v neki skrbi, družine, prijatelje, vse treba pohendlati, ne, ampak da so mi dovoljene napake, sem jih naredil veliko, ampak da mi je dovoljena napaka, da sem človek, da ni, pač uspelo mi je, ampak zaradi tega nisem drugačen. To sem hotel jaz dokazati, oziroma dokazati, kdo je hotel videti to. Da ne rabim biti, ne rabim zdaj, sveda kdo ne rad gre v dobro restauracijo, ampak meni to ni primarij, meni to ni prioritetnega razreda. Kje pa, kam bom šel, pa ne vem, s čem bom šel. V nekem trenutku meni to nikoli ni bilo tako zelo pomembno. Pomembno je, da so ljudje, ki so do takrat z menoj, tudi od takrat in da se dobro počutijo. Pa da kateremu koli lahko rečemo prosti, brez slave vesti. Kaj bi rekel, da je pol težje ostati na vrhu, kot pa priti do vrha? Obstati. Ja, crazy. Mislim, meni se je vrh zgodil. Vrh se mi je zgodil. Mislim, jaz, ko sem gledal to borbo, ko je ta Afričan mene klical za borbo, pa ko sem gledal to borbo, ki jo je imel ta Afričan v Ameriki, pa je bila med 6 najboljšimi borbami tistega leta v Ameriki. Pa sem rekel, tako sam pri sebi, težka bo, ne? Ampak, mislim, spremenilo se je, bom rekel, v smislu, veš, skoraj vsega nepomembnega. Odnosi, imel sem občutek, da komorkoli bi rekel skoraj na zemlje, pripeljaj mi helikopter, pa gremo. V tistem trenutku bi bil helikopter tam. V nekem trenutku dobiš občutek, da stari ti lahko vse. Mislim, In kako si ostal prizemljen? Čisto enostavno. V sebi imaš ljudi, družino. Rekel, absolutno, žena moj največji kritik, seveda tudi spodbudnik in bom rekel, meni ni bilo težko, ker jaz se vedno bom rekel, ne da se spominjam, zavedam se. Mislim, toliko krat sem že videl, kaj se zgodi, ko nekomu rata. Pa pol nekaj časa rata pa je, pol pa spet ona zgodba. Enostavno bom rekel, nisem si pustil, da je nekaj pomembnejšega od mojega najožjega kroga, pa mojega izvora, moje celice. Vse to je pomembno, ker jaz, ko sem gledal en film, pa je rekel glih Mike Tyson, da težko je se zbuditi v svileni, kako bi rekel, blazini po postelji, pa iti zjutraj laufat, ne, ob 4. Jaz tudi pravim, edini pravi dokaz, nekdo, ki ima čisto vse, ki si prigara in naslednjo jutro, pa ne naslednjo jutro, naslednjo leto še isto vstane, isto dela, ko mu je največja muka, ker roko na srce. Kdo gre v službo vsak dan rad? Vse, mislim. Sem imel trenutka, ko sem ful užival. Pa, mislim, da je bilo več onih trenutkov, spet, ampak ok, gremo. Puš. Zakaj? Zaradi tega, ker pač najverjetneje, če bi delali samo to, kar imamo radi, tako ne bi nič delali. Dolgoročno, ne? Mislim, roko na srce, ne? Sledaj prej, ali te zmoti, ne vem, kavica ali zadah, ali ne vem, pot od tja, ne. Absolutno, tako kot praviš, na vrh, prid, ne da ni, znanstvena fantastika, ampak ono pa je vse ostalo.
Vse ostalo. Pa Še več distraktorov je, ne? Verjetno. Pa tudi družba se začne spreminjati do tebe. In včasih kar padeš noter, ne? In vidiš, čakaj malo pa pismo, s tem je zapoznal celo življenje, kako smo zdaj malo tak. Se razumeš, da vsaka oseba raste, ne? Vsaka oseba se spreminja, vse razumeš, ne? Ampak ja, vse ni za vse, zato bom rekel v življenju veliko stvari, ki jih lahko počnemo in raznoliko počnemo in s tem se dopolnjujemo drug drugega. Tako da, mislim, veseli me, da me ni odneslo, veseli me, da nisem potreboval tega, da bi me prepoznavali potem, kako sem v resnici upičen. Veš, kaj me zanima še pred borbo, kako si se ti pripravljal, ali si se prvo čim bolj pomiriti, ali nahajpat, pa tudi to, kako si se greješ tam not, ker včasih res vidiš, ko se res notri hajpajo, ne? Če si prvo biti miren, kakšna je bila tvoja taktika? V bistvu je ritual zelo, bom rekel, morda specifičen za boks. Segrevanje je trajalo tako 2 ure pa pol, segrevanje. To pomeni, narediš neke vaje, ki jih, bom rekel, pri meni je trajalo tako 40 dni, je bil, bom rekel, taki ključnih, se pravi do dvoboja. Se pravi, začel sem s prehrano in začel sem z zavestno mentalno vadbo. Mentalna vadba je, da greš, se pravi, situacije predvidljive, nepredvidljive, močne, švohne, reči spustimo, ampak moramo iti čez zaradi tega, ker se včasih zaplete, pa ne, mogoče gre najbolj tista za nič kombinacija čez, ne, in to greš čel čas, vsak dan, pun kufer imaš tega, to je isto, kot da vsak dan gledaš, ne vem, udari ga v čelo, pa vsak dan to 1000krat prečitaš. Mene osebno je v koncu karijere to bistveno bolj izčrpavalo kot pa fizikali. Tako da v bistvu, ja, mentala je, če nimaš kontrole nad sabo, potem svojim telesom, svojimi mislimi, enostavno moraš biti general svojega telesa. Jaz bom rekel, da največji hype, ki je bil, jaz v borbi nikoli nisem začutil tako močnega adrenalina, kot sem ga začutil ob prihodu v ring. Tam sem se poigraval, zaznaval sem, ne, ljudi, ki jih poznam, prijatelje, sorodnike, potem tudi znance, ne. Določeni so me gledali tako, da to je moja zadnja ura. Da najverjetneje nam preživel, gotovo, ono zamišljeno, prepadeno, bogi reveš, kam greš, kaj ti je, ne, ide, pusti to. Drugega je razmetavalo od energije, pa da skače, pa marsikaterikrat sem videl, da si majice trgajo. Mislim, eni za jokane, veš, mislim, to so emocije, ki se poigrajo znotraj tebe, ko se moraš zelo hitro reči, focilno hitro, zdaj pa ti nisi zato tu, da boš to gledal, ti si zato tu, da boš zdaj začel. In ja, samo kontrola, jaz mislim, da je 70%. Skozi, ko prihajaš in pa skozi cel dvoboj, jaz mislim, da je to sestavni del vse našega športa. Imeti stvari res pod kontrolo. Trenerja, sodnika, delegata, tudi onega, ki bi ti rad kaj špičil. Poj pa še onega boksera. Kak je pa feeling, ko si izgubil tekmo? Bad. Mislim, ja. Nikoli, mislim, jaz nisem bil nikoli pripravljen na poraz. Tudi, ko je bil najbolj močen, ko sem začel zadnjo borbo, ne, sem si nekako zložil stvari, pa sem rekel, ok. V bistvu v športu tudi prihaja do stvari fizične in potem pa tudi psihične in pa seveda realne slike, ne. Jaz sem imel po teoriji fizika, kondicija, časi, kile, sem imel boljše, ko sem bil star 33 let. Potem pa se mi je v borbi zgodilo, ko je nasprotnik štartal. To se še ni videl, ampak vidiš, da bo štartal.
Jaz sem že bil prepozen. Nisem imel refleksa tako močnega, da bi odreagiral. Ko sem jaz hotel reagirati, napast, jaz vidim, da on to vidi. Večjega poraza ne moreš doživeti. Mislim, poraza. Realizacija. Pa rečeš, ok, vse bo spravil, ok, enkrat pa te bom v teh 12 rundah, enkrat pa te bom zadev. Znaš, Miško. Mislim, samokontrola, absolutno, ne moreš biti na vrhu, če nimaš samokontrole. Potem je, veš, samokontrola dela pripravljenost. Ko pade fizika, ko pade kondicija, pade tudi samokontrola, pade psiha, veriga, eno z drugim. Jaz mislim, da sem imel to srečo, da me je življenje naučilo, ok, se lahko dobim udarec, bom vrnil, vse bom vrnil nazaj, vse bom dal z obrestne. Nekajkrat mi ni ratalo, ampak poraz je, ja, naučite veliko. Predvsem tisto, ko misliš, da ko veliko krat pozabiš, se pravi napake, ki jih spregledaš, ki jih namerno spregledaš, ker ti ni treba, ker ti to veš. Ne veš. To je tako kot šoli. Non stop ponavljamo. Rekel si, da si videl, da ti je refleks, ko je on prišel, da si hotel, pa ni mogel. Kako si pa pol začel čutiti, ker v tem profesionalnem po 2-9 letu si bil tudi sorazmeroma starejši. Fejstar. Ja, za šport je to, mislim, sploh za mojo kategorijo, je to, mislim, jaz sem bil skoraj fosil. Sicer, Ti si bil do koliko si bil star, ko si imel še naslov do poraza? 35. Ja, 35. Jaz mislim, da 33. leto je bilo tisto, ki je bilo za mene tudi prelomno. Ravno sem osvojil naslov in začel sem priprave na obrambo, takrat tudi v Sloveniji. Pa se mi je zgodilo tako, da se je začel pripravljati, tako 14 dni je bilo super, pol pa tak vikend, pol pa 2 treninga top, pol pa 3., 4. trening. Tak, ujebela, nekaj se me loteva, ne. Bom fasal nekaj, bom malo prišparal. Pa ok, čez 2-3 dni super dobro, spet 2 treninga super, spet bom bolan. Pol mi je zelo hitro kliker potegnil, ne. Sem rekel, ok, pismo, kaj če pa to, kaj druga, ker drugače se počutiš, ko si malo, sam sebe zelo dobro poznam, oziroma sem poznal, pa še mislim, da vedno, ampak drugače je bilo, neko čudno, no. Gledam, potem dam krvno sliko, potem pa seveda katastrofa. Pol pa še imam kako zgodbico, ki je smešna. Te pa ta moj kondicijski trener, pa mu rečem, daj, zrihtaj mi nekaj, nekaj mi zrihtaj, pa jaz si tak sam v glavi naredim sliko, pa rečem, pač nekaj bo, ne vem, neki Twin Lab, GNC, nekaj od tega bo, ne, pač neka kao kvaliteta. On prije me pa reče, najdel sem stari, top stvar. Kaj si najdel? On me reče, Herbalife. Vse vred, daj, pozitiv pa Herbalife, pa vse skupaj. V glavnem, ampak ja, potem se je pokazalo to drugače, pa ne bi zdaj zahajal tega, ne bi zdaj delal reklame. V glavnem, in potem sem začel, pa še vedno, potem smo prišli do te točke, ko je bilo potrebno pa vključiti medicino, pa sem že malo zategnjen, ne. Pa se meni tu hitro konča razum, pa vem, da to dela cel svet, pa vem, da je to edino vprašanje, ki imam, na katerega nimam odgovora, ampak ga niti ne rabim. Za mene do mojega 33. leta C9 je za mene bil doping. Jaz nisem, hvala Bogu, genetike, meni je to špilalo v nulo. Takrat, ko se mi je začelo to malo pešati, pa še takrat sem to tistih 40 dni pred dvobojem, med tem jaz nisem nič, mislim, čisto normalno živel, čisto normalno prehranjeval, nisem se nažiral, ampak normalno funkcioniral, no.
In kako si pol vedel, prihaja zdaj ta konec karijere? Ja, to sem se Kako si se odločil? Presenetil sem se. Tu sem se pa res presenetil. Šel sem v Ameriko, jaz sem bil prepričan, da bom jaz to zmagal v Ameriki, čeprav na teoriji mi je že kazalo tako malo, ampak tega nisem hotel, to je ignoranca čista. Mogoče bi zdaj lahko kjer psiholog rekel, ja, se mogoče zmislijo to povzročil, ne? Ampak jaz vem, kaj sem čutil. Ne? Sicer sem še tam imel, ampak ne bi želel, da je to izgovor, ne? Ampak na koncu mogoče tudi je, ne? Ampak že med pripravljalnim obdobjem sem se tako malo poškodoval, sem se drugače kot drugače, zategnilo me nekaj v glavnem. Ampak meni je šlo vse skozi, jaz sem rekel, ok, tu bom jaz dal vse od sebe, zdaj pa te pa če crknem, jaz bom dal vse od sebe, lej. To je bila prva borba, ki sem res rekel, ok, lej, tu bom pa dal vse noter, tu če crknem, tu če me položi na tla, tu bom jaz zmagal, prenesem titulo domov in jo obranim in čau pero. Potem se pa začelo, ne, začelo se še super. Pol pa sem že začel proti drugi polovici runde, ok, jaz pridem med pauzo, ok, si mislim, ok, se bom te stisnil drugo pa tretjo rundo, pa bo, je pa bil izjem, mislim, pričakoval sem, da bo takšen, to se sicer na oko ne vidi, ampak izjemen. V glavnem, še danes vedno svetovni prvak, pol pa jaz vidim drugo rundo, pismo, kaj te to je? Kaj se te meni zgodilo? Jaz nisem mogel počiniti. Regeneracija nisem uspel dobiti nazaj, ne, med rundo. In začel sem že 30% počasnejši, kot sem bil prejšnjo rundo, na tem nivoju, pa če si 5% počasnejši, si pušno. Tako da, potem normalno so me hteli potem po dvoboju, to je bila prekvenitev v tretji runde, ampak po dvoboju seveda so še hteli, da si jaz malo to premislim, da še ne bi takoj povedal, ampak sem takoj rekel. Takoj po dvoboju, prva izjava, ki je bila, sem rekel, konec je. Zakaj je pa ono pa drugo, sem rekel, okay, nisem jih mogel pomiriti, takoj vseh tam, sem rekel, egoist sem, zato je konec, ker sem jaz rekel, da bo konec. Ampak zdravje je bilo, sigurno prvo. Pa takrat so se že začele, bom rekel, nalagati poškodbe. Poškodbe zlagati ena na drugo, materiali utrujeni, tu pa je samo ekstrem dovolj dober, ne? Treba imeti kompenzacijo najhitrejšega, najmočnejšega. To pa ne gre. Tako da, ker imam spet sebe rad, zato tu sedim. In po profesionalni karieri, kaj je sledilo? S čim je ta tvoj čas treningov, kaj je nadomestil? Pa jaz bom rekel tako, vse v življenju, vse po eni strani, vse veš, da nekaj mora biti, ne? Ampak tako 2 leti po koncu, tako 2 tedna, stari moj, veš kaj je to pasalo. Jaz nisem znal nič, vedel sem, da sem končal, parkrat sem se zaletel zjutraj, pa že počakaj, ne rabiš več trenirati, mislim, mirno, ajde, mirno. Potem mesec dni še je bilo super, potem po mesecu dni bi že, mogoče pa bi nekaj delal, ne vem, nekaj bi si začel, po 2 mesecih pa se je začelo tako, bom rekel, ena preobrazba, ko mi sploh ni bilo jasno, pa rečem samo sebi, ok, pijem ne grdo delam s sabo, kaj te zdaj to je. V glavnem, pol leta, se začelo z mano take spremembe dogajati, pol pa ti seveda ti je to vdarjeno na to kepico sladoleda, ne. Sklepi, mišice padajo, mislim, videlo se še vse vrejo, pa ne da sem imel probleme zato, ker je upada, ne, ampak bolet me je začelo sklepi, komolci, kolena, kolki, hrbtenica, pa si reče sam sebe, ok, mislim, kaj bi zdaj rad, se pa tukaj zdi delo svojemu telesu, zdaj, če si zdaj sedeš na stolček, vtihne pa trpi. Pa meni se je zdelo, jaz ko sem se sprehajal po ulici, meni se je zdelo, kot so kosti ružile za mano. Prisežem. To je, mislim, pol je bilo tako daleč, da sem rekel, doktor, da je nekaj tablete, mislim, jaz to ne morem, pa nisem norem, me je bolelo to tako. Sem vzel tablete, ni kaj dosti pomagalo,
pismo spet, kaj te zdaj to je. V glavnem, potem sem rekel, ok, bom začel spet nazaj trenirati malo, pa treniram tedni, pa še bolj boli, pa pismo. Nisem mogel vred spraviti, rabo sem potem eno debelo leto, potem, ko sem vse, že zdravnike sem obiskal vse, napotnic ogromno, seveda, ko sem to videl, da bolj hodim okrog njih, bolj sem bolan, pa so spoštovanje, vedno je bila rešitev, vedno je rešitev nekje, ne? Ampak sem sam se rekel, čakaj, moram pa pismo. Poznaš se, veš, zakaj moraš, pa sem si rekel, ok, v redu, se pravi, če bi jaz imel vedno relativno kvaliteto gibanja, mišic, najverjetneje to ne bi bolelo, ne? Sklepi ne bi boleli, ker pač jasno je, da mišica povezuje sklepovje, ne? Pa rečem, ok, zdaj bom pa mesec dni ustrajal. Pa si dam, tako bom rekel, tako reče, muke Kristusove, ne, ono, ko rečeš, ok, parkrat sem že bil pri tam, ko sem rekel, pa ne več, to ni normalno, mislim, ni normalno. V glavnem, pol pa se je začelo dogajati vedno manj, potem sem seveda mogel to servisirati vse skupaj, tako je trajalo 2 leta, da sem vse poservisiral, da sem išel ven, tako kot sem danes. Seveda, zdaj pa že počasi prehaja še daleč od tega, da bi rekel, da sem star. Včasih so bili 50 let ljudje stari, ne? Danes niso več. Ampak ne, hočem reči to, da absolutno, vse neki znak moram, glede na to, kaj sem počel v svojemu telesu, neko kazen bom ziher plačal. Če ne bi, vredno to ni realno. Ampak, ja, vse to sem naredil zavestno. Kaj pa, če bi, ne vem, bil kaj drugega počel, ne vem, kaj če bi delal, ne vem, kje zunaj, kaj, ne vem, zidarijo, karkoli, najverjetneje bi me isto sekalo po kosteh, ampak bi verjetno veliko manj doživel. Vse verjetno kvaliteta življenja bi bila tu, ampak samo osebno mislim, da spet, hotel sem nekaj imeti, zato moram nekaj dati. In potem si še ustanovil svoj klub, ne? Ja. To je telovadnico. In kaj sporočaš, mislim, kaj tvoj klub uči mlade? Ja, v bistvu ta klub je že nastal med mojo sezono, oziroma med mojo kariero, ker pač sem vedel, da po končani karieri sem vedel, kaj bi rad počel. Delo z ljudmi me veseli, ker človek je meni čudež, uganka in pa na koncu učitelj. Rad sem z ljudmi, ker ko misliš, da že veš, vidiš, da zelo malo veš, ne bom rekel nič, ampak zelo malo, in bližina človeka mi pomeni veliko, ker vem, da je obstoj nas kot takšnih v tem trenutku je smiseln samo s povezovanjem in pa kvaliteto, ki jo dajemo drug drugemu, lahko živimo kvalitetno. Jaz še imam vprašanje, ki me zanima. So že zmatrane. Ja, se bomo končali počasi. Bil si tudi eno obdobje v tem svojem času v politiki in me zanima kot oseba, ki je imela kariero, ki si ustvarila kariero pa renome izven političnih vod in vsega tega, pa pol vstopila v politiko, kakšne izkušnje si dobil, pa kakšen je zdaj tvoj pogled na politiko? To se zdaj pravi, da smo res skoraj pri koncu, ne? Ko se začnemo politike, Zdaj se samo skregamo, pa to. Ja, mislim, jaz bom rekel tako, da spet jaz sem zelo nepredvidljiv v življenju, do sebe, najverjetneje tudi do mojih bližnjih. V nekem trenutku sem si zaželel predvsem sporočila, da če bomo pustili enako kot je, ne bomo ničesar spremenili. To je bil moj namen. Moj namen ni bil tako razumljen. Politika je izjemno zahtevna stvar. Kompleksna. Mi kot družba smo pustili, da gre
to pot, ki zdaj gre, hočemo ali nočemo. Dobrine smo zamenjali za odnose. To je moje spoznanje politike. Okay. Še ima kdo kako vprašanje? Kako vidite druge profesionalne boksere, kot so recimo Mike Tyson ali Muhammad Ali? Muhammad Ali je zagotovo, bom rekel, bokser, kateri je boks ponesel na ravno, ki pač danes imamo priložnost spremljati, seveda v veliko drugačne oblike, ampak Muhammad je bil prvi, ki je zaznamoval, da je bokser lahko tudi kaj drugega kot samo pretepač. Kar se tiče Mike Tysona, izjemen, mislim, v vseh pogledih. Kar se tiče Mike Tysona, je pač ikona. Za mene osebno, bom rekel, kar se tiče boksa kot samega, ikona boksa. Vsi so govorili, kako bojo ga ustavili, pa ga doben ni mogel. Doben ni zmogel te moči, te tehnike, te pameti, ki bi ga ustavil. Njegovo življenje, zasebno, oziroma življenje, ki je kreiralo tudi njegovo zgodbo, ni meni blizu. In bom rekel, ja, nažalost je to zgodba in pa uvid, ne, da se zna zgoditi tudi to, če nimaš ob sebi pravih ljudi. Ljudi, ki te tu pa tam prizemljijo oziroma dajo, bom rekel, realen stik z življenjem. In kdo pa je osebno vaš najljubši bokser? Jaz bom rekel, da morda niti nimam najljubšega. Najljubše mi je zdaj, ker se mi zdi, da ipak gremo s časom naprej in znanost je tista, ki nas, mislim, jaz danes s tem boksom, kot sem ga imel takrat, pred 10 leti, ne bi mogel obstajati tako, kot je bilo. Sicer se te stvari zelo težko vidijo na oko, danes je boks na taki visoki ravni, da, mislim, boks je enostavno matematika oziroma šahovnica, katera je, bom rekel, neizčrpana s potezami. Danes, bom rekel, ne vem, mislim, imamo toliko izjemnih, za mene, bom rekel, predvsem po dveh plateh, ne, po strokovni plati, boksarski plati, Mayweather, znanstvena fantastika, kljub temu, da je njegovo premoženje ocenjeno ne vem koliko, pa on ni najdel izgovora, da bi izgubil. Vedno je imel motiv, da zmaga. To je meni tisto, kar smo se že prej dotaknili, ne? To je meni dokaz, da je nekdo pa res doktor znanosti. Imamo pa veliko bokserov, ki so res izjemni. Je kakšen, s katerim bi si želel imeti borbo z njim, da si ti bil v najvišjem? Ja, mislim, meni je življenje ponujalo vse. Mislim, takrat, ko sem izgubil prvi dvoboj v Ameriki z Bertom, če bi takrat premagal Berta, sem imel pogodbo v žepu že, z Mayweatherom. Ko sem izgubil s Turmanom, sem imel pogodbo z Pacquiaom. Potem sem pa dobil na koncu, bom rekel tak, za mene blagoslov, vem, da je, čeprav sem izgubil, ampak ta bokser, jaz še ga nisem videl izgubiti, čeprav ima poraze, ampak za mene je še vedno ikona tudi, ki spada v ta, je pa ta Erislan Delar. Kubanec, ki, bom rekel, pri svojih 42 letih še vedno, dobro, vse ostalo sploh ni pomembno, ampak mislim, še vedno svetovni prvak. Wow. Še kdo? Ja, če je to, hvala Dejan ti za tvoj čas, hvala vam za pozornost, pa vso srečo na tvoji poti dalje. Hvala lepa. Lepa hvala za vaš čas.